Kmetijstvo in s tem pridelava hrane je nedvomno ključna, eksistenčna panoga, ki poleg energetike pogojuje življenje v vsaki družbi. V Slovenski demokratski stranki zelo podrobno spremljamo dogajanje na tem področju in žal moram izraziti veliko zaskrbljenost nad delovanjem zdajšnje vlade Alenke Bratušek na področju kmetijstva. Od všečnih leporečij ministra v prakso delovanja zaide bore malo pravih ukrepov. Ključno sporočilo današnje tiskovne konference je zagotovo, da kmetijska zemlja, ki jo uporablja kmet za pridelavo hrane, ni in ne sme biti predmet iskanja rešitev za fiskalno politiko države. Že sam pogled na proračun Ministrstva za kmetijstvo in okolje kaže, da gre za nekako zgrešena razmerja znotraj panoge. Govorimo o razmerju področja rastlinske pridelave in pa področja živinoreje. No in seveda tukaj trčimo ob stopnjo samooskrbe v Sloveniji. Sedanja aktivnost, ki jo izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, kar se tiče generične promocije v kmetijstvu, so zagotovo neprimerne. Izvajanje promocije na birokratskem nivoju je neprimerno in neučinkovito. Na to smo opozarjali že pri sprejemanju zakonodaje pred 2 letoma in zdaj se izkazuje, da smo imeli prav. Dejansko se na promociji, na generični promociji ni naredilo praktično nič. Prepričan sem, da je vsekakor potrebno spodbuditi promocijo tistih, ki to znajo in obvladajo. Kmetijsko-gozdarska zbornica je nedvomno inštitucija, ki je ne znamo izkoristiti potencijala njenega znanja in pa kadrov, ki jih imajo. In nenehni spopadi med Ministrstvom za kmetijstvo in Kmetijsko-gozdarsko zbornico so zagotovo neproduktivni in so zgolj posledica pridobivanja političnih točk in prerivanja na politični sceni. Z veliko zaskrbljenostjo pa v Slovenski demokratski stranki spremljamo pripravo programa razvoja podeželja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. V naslednjem 7-letnem obdobju bo za ta program namenjenih kar 1100 milijonov ali 1,1 milijarda evrov. To so tista sredstva, kjer država v celoti oblikuje svoj lastni program brez velikih omejitev Evropske unije in svoj lastni program brez nekih omejitev, ki so pri teh ključnih vsebinah programa. Zdi se nam, da je pristop k oblikovanju programa porabe te 1,1 milijarde evrov preveč stihijski. Ne glede na to, kakšne delavnice pa srečanja je Ministrstvo za kmetijstvo do zdaj pripravljeno na to temo. Po našem mnenju je program razvoja podeželja bi moral v svojem bistvu nositi 3 osnovna poslanstva. Dvig stopnje samooskrbe na nacionalnem nivoju, ne pa da se obdavčuje kmeta po dolgem in počez, ohranitev aktivnih kmetijskih površin. Tukaj pričakujemo, da bo ministrstvo pripeljalo v državni zbor zakon o trajno varovanih kmetijskih zemljiščih, ki se pripravlja že kar nekaj let, pa ga še vedno ni. In pa seveda 3. točka, omogočanje mladim, da prevzamejo aktivno kmetovanje. Zato v Slovenski demokratski stranki apeliramo na vlado Alenke Bratušek in aktualnega ministra za kmetijstvo, naj ne eksperimentirajo s kmetijstvom kot ključno panogo nacionalnega preživetja s fiskalnimi idejami. Če se samo spomnimo, je minister Židan obljubil, da nikoli kot podpredsednik vlade ne bo pristal na to, da se obdavčijo nepremičnine kmetov. Govorimo o nepremičninah, ki so potrebne za kmetovanje. Danes smo priča ideji, da naj bi se obdavčilo vse, prav vse. Torej je po snedu besedo in to me resnično žalosti in prav zanima me, kakšen predlog zakona bo na koncu prišel na mize v državni zbor. Torej še enkrat, oblikovanje fiskalne politike na plečih tistega, ki omogoča preživetje nacije, žal ni mogoče na način, kot si predstavlja
ta naša vlada.